vsem volivkam in volivcem, ki so se udeležili teh predsedniških volitev. Vendarle je za odtenek večja volilna udeležba, kot je bila na prejšnjih, kar je dober znak. Naj se posebej zahvalim tistim, ki so podprli mojo kandidaturo. Odločili so se prav. Naj se na tem mestu najprej zahvalim tudi družini, ki mi je preko celotne kampanje stala ob strani in mi bo stala ob strani tudi v drugem krogu. Najprej bi se želel zahvaliti tudi svoji ekipi. Draga ekipa, najboljši ste, polni energije in neumorni pri zasledovanju tistega, kar smo si zadali za cilj približno leto nazaj. Rad bi čestital tudi Nataši Pirc Musar, tam sem jo videl zeleno oblečeno. Nataša, čestitke za udeležitev oziroma za uvrstitev v drugi krog. Dosegla si dober rezultat in veselim se že naslednjih 3 tednov, ko bova preko medijev, pa tudi na terenu predstavljala vsak svoj program. To priložnost bi izkoristil tudi zato, da se zahvalim in da čestitam vsem kandidatom, ki smo se podali na tokratno predsedniško volilno tekmo. Vseh 7, gospe Sabini Senčar, gospodu Kordižu, gospodu Cigler Kralju, gospodu Brglezu, gospodu Prebiliču in Nataši. Mislim, da smo vnesli neko novo dimenzijo, kljub temu, da smo imeli popolnoma različna stališča, smo ohranjali znotraj sebe spoštljiv dialog in pokazali, da se da v slovenski politiki parlamentirati z različnimi stališči, a hkrati ohraniti spoštovanje en do drugega. To je zdaj to. Zdaj se začne zares. Od današnjega dne naprej odločamo o tem, kje bo Slovenija čez 5 let. Možnosti imamo več. Lahko se še naprej delimo na leve in desne, sam pa mislim, da sta pomembni predvsem 2 stvari. Dialog in zmagovalni duh. Mislim, da je napočil čas, da si podamo roke in da nehamo iskati tisto, kar nam pri nekomu ni všeč, ampak poiščemo tisto, kar nas povezuje. Kar se tiče slednjega, zmagovalnega duha, ne vse nas spomnim, da smo kot eno, ko spremljamo našo reprezentanco na svetovnem ali evropskem prvenstvu. In ker smo mi kot eno, tudi naša reprezentanca zmaga. Vprašajte njih. So izjemni, ker imajo izjemno publiko, in tudi v politiki smo lahko izjemni, ker imamo izjemne državljanke in državljane. In to miselnost dajmo, prenesimo tudi v politiko. Dajmo priložnost skupnemu duhu, izzivi, ki so pred nami, so preveč tvegani, da bi se v naslednjih 5 letih še naprej delili. In preidemo tu v ta drugi sklop, ki sem ga omenil, dialog. Dialog je tisto, kar nas bo z vsemi izzivi, ki so pred nami, pripeljalo nepoškodovane in z novo vizijo in z novo močjo na cilj, ki pa je boljša Slovenija, bolj sproščena Slovenija, uspešna Slovenija, Slovenija s podjetnim duhom in takšna, ki je državljankam in državljanom v ponos. Čas je, da združimo najboljše podjetniške ideje, najboljše posameznike v vseh poklicih, da povabimo mlade, da sodelujejo v soodločanju naši prihodnosti, da skupaj z
ekologi, naravovarstveniki oblikujemo Slovenijo, ki bo vodilna sila v zeleni preobrazbi, znanstvenike, strokovnjake, informatike, vse, ki lahko prispevajo k temu, da je Slovenija zmagovalka naslednjega desetletja. In to je moja vizija, to je moja ideja Slovenije, ki jo želim v naslednjem 5-letnem obdobju, vkolikor mi bojo državljanke in državljani dali to priložnost udejaniti in vanjo investirati vsak atom moje energije. In kot veste, energije imam na pretek. Zato želim, da ta moto sodelujmo za prihodnost dejansko postane to. Sodelujmo in prihodnost Slovenije bo svetla. Skupaj bomo zmogli.